Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Tole bo oddaja za sladokusce, za ljubitelje opere, pa tudi za tiste, ki boste to šele postali. Morda tudi zaradi te oddaje. Predstavili vam bomo program za prihodnje leto, program Opere Maribor, ki je del Slovenskega narodnega gledališča. In z nami v studiu imamo umetniškega direktorja, gospoda Simona Krečiča, ki ste ga že videli na naši televiziji. Bil je enkrat gost pri meni v Dobri družbi. Pogovarjala sva se več o njem osebno. Naj povem v tem hipu samo to, da je pač umetniški direktor opere od decembra 2013, da je zaključil študij na Akademiji klavirja in dirigiranja, podiplomski študij je opravil v Švici in dirigiral mnogim pomembnim orkestrom. Gospod Krečič, pozdravljeni. Lep pozdrav. Poglejte, ne morem mimo tega, da sem še vedno, čeprav je že kar nekaj časa, ampak ne tako dolgo, ker sem videla vašega Samsona in Dalilo. In predstava, ki sem jo videla prej samo enkrat v življenju in to pred 30 leti, nekako imam občutek, da se redko daje. In vaša je bila tako čudovita. Hvala lepa za pohvale. Res je, da se ta opera malo manj izvaja. Mogoče razlog nekako leži v tem, da zahteva dva izvrstna solista. Da je morda opera malenkost statične narave, skoraj jo eni že označujejo kot napol oratorij in se večkrat koncertno izvede kot pa scensko, ampak nam se je pa zdelo zelo pomembno, da jo enkrat tudi scensko predstavimo. In moram reči, da sem zelo srečen, da smo imeli veliko srečo z izborom glavnih solistov. Predvsem bi tukaj izpostavil našo mezzosopranistko, Argentinko Guadalupe Barrientos, ki je res v tej vlogi napravila eno ogromno kreacijo. Mogoče se bova k izvajalcem še kasneje vračala, namreč začela sem novo sezono, pravzaprav s to zadnjo predstavo v tej sezoni. Namreč vi potem tudi določene predstave ponavljate. Bo tale Samson in Dalila, ki je res izjemna, tudi v prihodnji sezoni še na sporedu? Trudimo se, da bi bila. Nekaj smo se pogovarjali tudi o gostovanju v Ljubljani, v Cankarjevem domu. Obljubiti ne morem, potrudili se pa bomo, da bi jo vsaj še dvakrat izvedli. Je le to redka priložnost videti tako opero v živo, tako da bomo poskusili. No, in zdaj, če greva na sezono, ki je pred nami, to se pravi sezona 2016-2017, začeli boste z komično opero Don Pasquale. Seveda, Donizetti in njegovi trilčki in čudovito izvajanje in seveda, to pa je dinamična opera za razliko od tele, o kateri sva prej govorila, o Samsonu in Dalili. Ja, načeloma se držimo nekakšne utečene formule glede programiranja predstav, ki kot kaže kar dobro učinkuje. In sicer enkrat na leto si privoščimo komedijo in s to bomo kar nekako začeli, otvorili sezono. Imamo veliko domačih izvrstnih pevcev, ki bodo nastopili v tej postavitvi. Imamo hrvaško ekipo, kar se tiče režije, scenografije in kostumov, in italijansko ekipo, ki bo skrbela za glasbeno pripravo in izvedbo. Tako da vsi pričakujemo en zelo, zelo živahen spektakel. Če mogoče malenkost izdam scenografijo in kostumografijo, gre za eno lepo mešanico nekako starega in novega, mladega in starega, starosti v povezavi z mladostjo. Tako da mislim, da bo ta dinamična predstava en velik magnet za našo publiko. Glejte, ravno to imam občutek, da vam v mariborski operi nekako vedno uspe malo novega, malo starega nekako povezati, da je tako paša za oči, paša za ušesa, vse skupaj in predvsem, da je drugačno. Ne vem, kako bi rekla. Kaj imate pravzaprav pri vas? Ali je to ta mednarodna zasedba, ki si jo pač lahko privoščite? Ali ste to poznavalci v hiši?
Ja, kar se tiče postavitev, se trudimo nekako v dogovoru z režiserji in scenografi, kostumografi, obdržati nekako klasično formo s svežino. To je nekako naše vodilo. Želimo biti vseglih še zelo gledljivi in ne preveč moderni, v tem smislu, da kot neke moderne postavitve opero popolnoma zmaličijo. Hkrati pa nočemo biti zaprašeni v postavitvah. Se pravi, da pa smo spet samo statični, pa v staromodnih kostumih, to pa tudi ne gre. Ne? Tako da nekako poskušamo najti eno kombinacijo, ki bi te dve stvari nekako povezala in da so nekako predstave klasične z modernim pridihom. Poglejte, pri Don Pasqualeju se mi zdi, da bo še nekaj super. Namreč, da človek lahko podnapise oziroma nadnapise bere v slovenščini. Namreč tu gre za neko tako zgodbo, nek ljubezenski trikotnik, intrige in pravzaprav vse te najbolj nizke človeške lastnosti karikirane v tej operi in tu, če ne moreš slediti besedilu, kar je pravzaprav v tujih opernih hišah težko, ker če res ne obvladaš jezika, pa se mi zdi, da marsikaj lahko izgubiš. Ja, čeprav je za gledalca vendarle naporno in gledati, in poslušati, in brati. Tako da smo recimo v kakšnih operah, kjer besedilo zelo hitro gre, ali pa recimo, ko smo imeli Koronane epopeje, kjer je tako rekoč uglasben dramski tekst, je bilo za mnogo obiskovalcev to zahtevno opravilo in so prav iz tega razloga povečkrat šli gledati, da so lahko enkrat se bolj osredotočili na glasbo, drugič pa mogoče bolj na besedilo oziroma na vsebino. Tako da nasploh je opera en tak žanr, ki tako rekoč jo je treba isto postavitev večkrat videti, da potem nekako do konca lahko razumeš in dojameš vse, kar so ustvarjalci hoteli ponuditi. No in potem naslednja premiera bo svetovna uspešnica, glasbena komedija o operni divi brez posluha. Kaj pa bo to? Imenuje se pa Glorious. Ja, Glorious. To bi jaz rekel, da je v bistvu ena ponudba ekstra. Poleg abonmajev nekako dobijo še tole ekstra komedijo. Gre o resnični osebi, Florence Jenkins, mislim, da se je imenovala. Ena pevka nekje, ki je živela v obdobju med obema vojnama, se mi zdi, strašansko bogata, strašansko zaljubljena v operno umetnost, ampak popolnoma brez posluha. Zdaj, ker je ona pa seveda imela to ekonomsko moč, je najela najboljše orkestre, najboljše pianiste, najboljše dvorane in je prirejala te koncerte, ki dejansko obstajajo in obstajajo posnetki tega. To so zdaj ali na YouTubu, ali celo izdanje, mislim, da NCD, to si bo pa treba ogledati. Kjer si cel svet nekako briše solze od smeha, ko to sliši. No in ta tekst, komedijo, je bil podlaga za novo nastajajoči film, v katerem bo glavno vlogo igrala Meryl Streep. In bo nekako prišel ven ravno, mislim, da to poletje. Na nek način malo prej smo pa že mi prišli do te ideje, da zakaj pa ne bi mi to nekako tudi postavili in smo se potem v naši hiši odločili, da bo to sodelovanje med opernim in dramskim oddelkom, ker tukaj imamo, to je v bistvu gre za dramsko komedijo. To bo v bistvu za Slovence. Za Slovence, tako. In bo v slovenščini, kjer bo glavna igralka igrala to divo. Potem pa bo en igralec, ki je tudi hkrati pianist, bo ta njen korepetitor, ker to je en mlad fant, ki ga je ona najela in je potem začuden, kako najprej mu nekako ni jasno, kaj sploh on tam dela, potem pa, ko zasliši pet, mu je še toliko manj jasno, zakaj tam je. Ampak vse skupaj pa nekako opazuje pa še ta španska služkinja, v kateri bomo pa mi naredili to, kar nihče še ni naredil, in sicer to, da bo potem ona sicer služkinja, ampak bo znala pet, bo prava operna pevka. Da bo nekako ta konflikt nastal med v bistvu, kaj lahko denar naredi, da ona ima slavo, ima dvorane, ima to in v bistvu ne zna pet, tista, ki pa zna,
je pa tako rekoč nihče ne opazi in vsem drugim služi. Ne? Tako da imamo tudi zelo dobrega režiserja za komedijo, gospod Krešimir Dolenčič, ki se zelo že veseli tega projekta. In jaz mislim, da je že iz te situacije, ki bo nastala, je to ta pravi recept za eno super komedijo. To se pravi, da se bomo smejali do solz. Ja, tako računamo. No, in potem pa nekaj, kar je zelo zanimivo. Poglejte, namreč že pred, mislim, 2 ali 3 leti ste se spogledovali z Wagnerjem. Pa potem ni prišlo do realizacije, ampak zdaj letos se nam obeta Rensko zlato. To pa je že pravzaprav verjetno kar zalogaj za tako operno hišo, kot je Maribor. Ja, sigurno je zalogaj. Tukaj tega se vsi zavedamo in se pripravljamo tudi že toliko vnaprej na ta zalogaj. Po drugi strani pa morda mislim, da je kljub vsemu Wagner mal preveč strahospoštovan. Če rečemo Turandot, ni nič, bi rekel, lažja za sest pevsko kot Rheingold. Kvečemu bi rekel, da je Rheingold lažje v tem smislu. Recimo nimamo zbora v tej operi. Imamo 13 solistov, ki jih pa seveda moramo pravilno izbrati. Orkester načeloma je zelo obsežen in velik, ampak obstajajo tudi malo reducirane verzije za operne hiše nekih normalnih dimenzij, recimo kot naša je. To smo tudi poiskali, tako da imamo orkestrski material že urejen za... Da ne bo glomazan orkester, ampak normalen. Orkester bo zelo velik, ampak ne preko tistih nekih razsežnosti, ki jih mi ne bi premogli. Recimo, kar bo razlika, bo 6 rogov namesto 4 običajno. Drugače vsi ostali inštrumenti, pihalno-trobilni so po 3, to, kar je v bistvu bilo normalno tudi za Fančulo del West, naprimer. In pa godalni korpus tak, kot ga imamo. Ne? Partitura v Wagnerju zahteva 6 harf, ampak je reducirana verzija na 1 plus morda še 1, če jo imamo. Tako da so te stvari na nek način dosegljive nam. Tako mnenje jaz imam. Jaz sem si to relativno zelo natančno že pregledal in mislim, da je zdaj, glede na to, kako se razvija tudi orkester in ta njegova regeneracija, zdaj mislim, da je eno ključno obdobje glede tega, da smo mi tega trenutno sposobni. Sicer je pa to sodi v Nibelungov prstan, pravzaprav to Rensko zlato. In ali boste potem posegli še po celem prstanu? To me mnogo ljudi vpraša. Nehote človek pravzaprav pride do tega vprašanja, ne? Seveda vsak na to pomisli. Dajmo počakati. Dajmo počakati kakšno leto, bomo videli, kako bo šlo to skozi, kako bo tudi publika naša to sprejela. Zaenkrat ne razmišljamo o tem. Tukaj je bil to bolj en poskus narediti nekaj, kar se do zdaj ni še nekako noben upal, pa mislimo, da je čas za to. Zdaj za kakšne še bolj velikopotezne projekte pa morda kljub temu še malo pustimo čas v čas. Počakati, ne? Ja. Ne nazadnje, imam pa občutek, da imate dokaj zahtevno publiko. Poglejte, prihajajo k vam iz Graca avtobusi, iz Ljubljane avtobusi, vem, da prihajajo iz Zasavja, da prihaja tudi en avtobus. Morda še odkot. Po drugi strani spet se mi zdi, da ravno zaradi tega je tudi treba poskrbeti, da ni pravzaprav nekih enoličnih, tistih večno enakih, najbolj popularnih oper na programu. Ja, tudi tukaj poskušamo nekako pokombinirati. Dati recimo od 4-2 naslova zelo popularnih železnih stvari, repertoarja in 2 naslova recimo nečesa, kar ni ravno vsakdanje. Pri tem, da lahko rečem, da smo velikokrat presenečeni nad odzivom publike, nad tem, kakšna so bila naša pričakovanja, pa kakšna je reakcija publike. Recimo, kakšne stvari, ko smo si mislili, da ne bojo šle po domače povedano, so imeli zelo lep odziv. In kakšne, na katere smo v bistvu vse stavili, ko smo nekako mislili, da ne moremo faliti, pa nismo imeli takega odziva, kot bi pričakovali. Recimo tako, da nekako velja, da če je predstava dobra, če je predstava dobro zasedena, če je lepa estetsko,
potem privablja publiko, ne glede na naslov, na obdobje ali na žanr. Poglejte, po drugi strani se mi pa zdi, da verjetno operna hiša brez Verdija ali brez Puccinija nekako ne more. Ne? Lani smo imeli Puccinija, deklico zahoda. Ja. Letos pa imate Trubadurja. To je pa, napisali ste v vašem programu, Verdijeva operna mojstrovina o usodni ljubezni in krvnem maščevanju. Tu vam bom povedala zgodbo, pa bova potem lahko nadaljevala, da sem to opero videla 2 večera zapored. In to v Palermu, z možem sva šla v opero in naslednji večer zelo nama je bila všeč predstava. Seveda, glasba je čudovita v Trubadurju, tu brez dvoma. No, ampak tudi postavitev zanimiva. Naslednji večer nisva imela kaj početi, pa sva rekla, greva pogledat, če so karte, pa bova šla še enkrat v opero. In sva potem videla isto opero v drugi zasedbi. In neverjetno, enaka postavitev, isti režiser, različni pevci in občutek, da si videl 2 različni predstavi. Ali je to res mogoče pravzaprav z pevci doseči tako neverjeten učinek? Ja, vsekakor je. Mislim, nobena izvedba ni enaka drugi. Opera ima že tako to prednost, da so že postavitve same toliko različne med sabo, tako da je en naslov videti v različnih mestih ena zelo, zelo zanimiva stvar. Hkrati pa seveda z menjanjem pevske zasedbe se opera lahko zelo, zelo spremeni. Ne? In tudi ista zasedba od dneva do dneva ne bo enaka. Vsak se nekako po svoje počuti. Seveda mora vsak narediti to, kar nekako zahteva od njega režija in glasba in partitura. Ampak vendar smo ljudje s svojimi občuti, ki so en dan malenkost takšna, drug dan malenkost drugačna. Tudi kako se ti odnosi na odru med pevci vzpostavljajo, je tudi odvisno od nekako, bi rekli, dnevnega razpoloženja, dnevne forme. Tako da sta lahko 2 predstavi zelo, zelo različni z istimi pevci, kaj šele z različnimi. Ja. Ampak kaj si obetate od Trubadurja? Ja, od Trubadurja si obetamo en velik spektakel, tako za ušesa kot za oči. Delamo namreč za isto umetniško ekipo, ki nam je v tej sezoni naredila Turandot. To je en mlajši italijanski režiser Filippo Tonon, ki je hkrati tudi scenograf, ki je tako igralec, arhitekt kot glasbenik in režiser in opero gleda res zelo, zelo celostno. To se je nekako pri Turandot zelo dobro videlo, da je tukaj bila ena oseba, ki je imela na odru vse niti v rokah, da je imela nekako predstava en zelo lep lok. Zdaj pričakujemo nekaj podobnega. To bo nekako ena predstava, ki upajmo, da se bo čim dlje obdržala na repertoarju in ki računamo, da bo ena naših najuspešnejših predstav v naslednji sezoni. Ja, potem pa Šoštakovič. Šoštakovičeva veristična opera o škandalu, zločinu in kazni. Kako dramatični naslovi. Lady Macbeth mcenskega okraja. Ostajamo v Rusiji? Ja, eno rusko opero vsake toliko seveda je prav dati na repertoar. No, ta opera konkretno pa spada v to kategorijo, da si enkrat na leto lahko privoščimo nekaj specialnega. Tako kot smo imeli letos Koronane epopeje, kot smo imeli lani Pogovore Karmeličank, tako je letos Šostakovič. Nekako poskušamo tako programirati, da alterniramo med opero 20. stoletja oziroma 20. 21. Naslednje leto pa baročno opero. Staro, tisto, ki se tudi pri nas manj izvaja. Tako da poskušamo vsako drugo leto postaviti enkrat baročno in enkrat moderno opero. No in Šostakovičeva opera je zanimiva iz več razlogov. Premiera te opere, takrat, ko je bila v Moskvi, je imela izreden vpliv na njegovo življenje, ker ga je ta opera skoraj stala življenja, tako rekoč. Ko je Stalin to postavitev videl, je narekoval uničujočo kritiko in po pravilu so tisti, ki so dobili uničujoče kritike takrat v Pravdi, v tistem časopisu, bili likvidirani. In od takrat, tistega trenutka, se je on
do smrti bal za svoje življenje in je tudi zaradi tega v bistvu spremenil način pisanja, je spremenil poglede na svet, prisilno seveda, in je to ena zgodovinska stvar, nastanek te opere za potek operne zgodovine. No in seveda pri vas imate tudi balet, dober baletni ansambel, najamete tudi dobre soliste mnogokrat, pa tudi tu imam občutek, da vedno nekje lovite ravnovesje med starim in novim. Evgenij Onjegin, poznamo bolj opero Čajkovskega, ampak tu bo baletni spektakel življenjskih iluzij in izgubljene ljubezni. Po motivih istoimenskega romana o verzih Aleksandra Sergejeviča Puškina. Kaj pa glasba? No, glasba bo pa zelo zanimiva podlaga za to baletno predstavo in sicer koreografinja Valentina Turku se je odločila, da vzame za podlago dva velika romantična ruska klavirska koncerta. Prvi Čajkovski klavirski koncert in drugi Rahmaninov klavirski koncert, ki se bosta oba izvajala v živo z orkestrom. To prakso smo nekako letos že preizkusili v baletu Pergint, kjer se je Grigov klavirski koncert izvajal in se je izkazala za zelo uspešno. Tako da tukaj pa zdaj ta izziv še toliko večji, ker sta to veliki dve kompoziciji klavirske literature. Ampak v vsakem primeru računamo na to, da bo to ena zelo, zelo lepa predstava. Poglejte, potem se boste pa lotili še nečesa, kar se zdi meni po svoje tudi izziv. Namreč še nov baletni kalejdoskop najznemirljivejših kategorij 20. stoletja, Carmen Faun Bolero. Stavila bi se pri Boleru, namreč poznam to slovito Bežarjevo koreografijo. Pri vas bo pa tu spet nekaj popolnoma drugega. Pa že to, da bodo tri popolnoma različne melodije v istem baletu. Ja, ampak ker so tukaj to relativno kratke glasbene kompozicije, se mislim, da to lepo sestavi v en tak triple bill, kot pravijo. Faun bo v koreografiji Edvarda Kluga in ga bova midva predstavila prvič z našim baletom v Dubrovniku julija. Potem bomo ga prenesli v Maribor še na premiero. Ni mi hotel prav preveč izdati, kakšen bo, mi je samo par namigov tako mimo grede rekel. In tudi nekako tako, da Faun ne bo samo en moški, ampak da jih bo več, ki bodo nekako sestavili eno osebnost Fauna. Tako en tak zelo zanimiv koncept. Glasba je prekrasna, to je ena najlepših kompozicij za orkester. Tako da se zelo, zelo veselimo tega projekta. No, pa tudi dirigirali boste tole, ta balet, pa potem, če sem prav zasledila, tudi Rensko zlato. Rensko zlato bom dirigiral v Mariboru. Vi osebno spopadli. Ja, dočim baletne premiere pa ne bom jaz dirigiral v Mariboru, pa bo naš stalni dirigent Simon Robinson. Tako smo se nekako odločili, ker jaz bom dirigiral dubrovniško premiero, pa potem bo on našo. Gospod Krečič, čas naju preganja, ampak mislim, da morava pa res zelo na hitro omeniti še teden Edvarda Kluga. To je ob 25-letnici njegovega umetniškega ustvarjanja. To je neverjetno, 25 let tak umetnik in v Mariboru dela v bistvu svetovnimi odri. Ja, to je res, mislim, ta poklicna pot Edvarda Kluga je res nekaj, kar vsi vsak dan občudujemo, ki smo nekako z njim skupaj, ki z njim v Mariboru delamo. Ja, 25 let je od njegovega prihoda v Mariboru, v Slovenijo, in od takrat je naredil en ogromen razvoj, od plesalca do koreografa, do direktorja baleta, in je res mariborski balet povzdignil na tako raven, da je zelo, zelo razpoznaven v tujini in tudi zelo veliko gostuje.
Teden Edvarda Kluga bo ena zelo, zelo posebna stvar in sicer se bojo v enem tednu zvrstile koreografije, ki jih je on postavil, predvsem na odrih v tujini in ki jih v bistvu naše občinstvo sploh še ni videlo in so uspeli se uskladiti terminsko in v vseh ostalih smislih z hišami, kjer je on to delal in bojo prišli gostujoči ansambli to narediti, zapravo Curiški balet in tako naprej. In bo to v enem tednu dejansko ena velika koncentracija vseh njegovih stvaritev v zadnjih letih v tujini, ki se bo pa zaključila s predstavo Peer Gynt, v kateri bo on sam plesal glavno vlogo in to naj bi bila tudi njegova poslovilna plesava kot baletnik. Tako da bo to ena stvar, ki bo za baletne sladokusce zadeva, ki je ne smejo zamuditi. No, naj ponoviva še enkrat od 10. do 17. septembra. Gospod Krečič, nama je čas potekal, o mariborski operi bi lahko povedala še marsikaj in seveda zahvaljujem se vam osebno kot umetniškemu direktorju in vsemu vašemu kolektivu, da nam tako pogosto polepšate dneve s čudovitimi predstavami. Hvala lepa vam za povabilo, za to možnost, da lahko predstavimo naš program. Zelo smo veseli lepega obiska, tako da povabimo se k nam v opero. Hvala lepa še enkrat, nasvidenje. Spoštovane gospe, dragi gospodje, ja, opera je nekaj, kar je treba poizkusiti. In seveda, če še niste bili, mogoče je priložnost tu, da greste v Maribor in da vidite, kako to izgleda. Če pa opero poznate, potem pa seveda ni nobenega razloga, zakaj ne bi odšli tudi v Maribor. Ne bodo vas razočarali. Mene še niso. Nasvidenje, lahko noč. Visok relief Marije Kraljice na prestolu z detetom izhaja iz srednjeveške križevniške cerkve kot nekdanja portalna plastika. Delo, ki je nastalo v tretji četrtini 13. stoletja, sodi pravzaprav za dela, ki so prehodna iz pozne romanike v gotiko. Gotske romanske elemente prepoznamo predvsem po tej hierarhični strogi drži Marije z detetom, zato grafiko gub, ki so popolnoma še v duhu romanike, medtem ko novi čas, kar je tudi verjetno narekovala arhitektura, pa se ta timpan zaključuje širastoločno in s tem lahko govorimo, da imamo opravka z umetnino, ki prehaja iz zrele romanike v zgodnjo gotiko, kar se tudi časovno jema z razvojem gotike v drugi polovici 13. stoletja na Slovenskem.